Zdravo! Poznate izraz, da zaradi dreves včasih ne vidimo gozda? No, tudi v kraju zaradi drevesa včasih nimamo dobrega pregleda nad modeliranjem. Govorim seveda o modelnem drevesu. Če si ga uredimo in izkoristimo vse njegove funkcionalnosti, lahko komponente najdemo hitreje, jim enostavno vpišemo parametre in na splošno modeliramo hitreje in z manj sivih las. Lepo pozdravljeni. V tokratnem namigu mesece smo najprej pogledali, kako lahko urejamo vsebino prikazano v modelnem drevesu. To storimo tako, da gremo pod Settings ter zaženemo ukaz 3 Filters. Preko naslednjega pojavnega okna lahko definiramo, katere entitete so dovoljene za prikaz. Se pravi, če v modelnem drevesu ne želimo videti sekcij, jih lahko tukaj odizberem, pritisnem Apply ter sekcij ni več. Če prikazujemo gradnike, lahko tukaj dodatno definiramo, kateri izmed teh gradnikov so dovoljeni za prikaz. Se pravi, če odizberem datumske ravnine, pritisnem Apply, vidite, da datumskih ravnin ni več. Podobno lahko storimo tudi za vse ostale gradnike. Če pritisnem tukaj na tipko Reset, pa se mi modelno drevo nastavi na privzete nastavitve, ki jih ima v programu Creo 8, v katerem vam tudi kažem tale namig meseca. Poleg vsebine, ki jo lahko tukaj definiramo, pa lahko dodatno definiramo dodatne stolpce. To storimo z pritiskom na Settings ter pritiskom na ukaz 3 Column. Tukaj lahko, kot sem že rekel, definiramo dodatne stolpce, znotraj katerih lahko zapišemo vsebino iz tegale seznama. Več ali manj gre za parametre z različnih nivojev Creota, lahko pa na primer zapišemo tudi podatke o poenostavljenih pogledih na primer. V našem primeru bomo dali v prvi stolpec podatek o materialu, to je tale parameter, ki ga vam tukaj že na voljo. Dodatno pa bomo zapisali tudi parametre z nivoja modela, ki ga vam tukaj kar ročno zapisal. Sprav, prvi parameter ima ime BoomName, to bo v drugem stolpcu, pa dajmo še dva parametra dodati. Order number ter pa parameter supplier, ki jih imam na nivoju modela že definirane. Zadeve potrdim in vidite lahko, da so se mi stolpci ustrezno dodali. Če modelno drevo sedaj še razširim, vidite, da se mi parametri znotraj stolpcev tudi ustrezno izpišejo. Modelno drevo lahko takole ročno tudi poširamo, enako lahko storimo tudi za stolpce, ter ročno uredim izgled mojega modelnega drevesa. To je še takole. V novih verzijah Creota se tudi vse tele spremembe, ki jih naredim na nivoju modela oziroma modelnega drevesa, avtomatsko shranijo v uporabniški vmesnik. Sprav, vse se mi avtomatsko shrani in ko bom naslednjič odprl Creota, bo modelno drevo izgledalo ravno tako, kot je sedaj definirano. Modelno drevo mi tudi omogoča iskanje po modelnem drevesu. To lahko storim preko tega iskalnika tukaj, kamor vpišem preprosto iskalni niz in Creo mi bo izpisal vse entitete, ki imajo v imenu ta iskalni niz. Vidite, da mi najde vse od ravnin do koordinatnega sistema do partov. Se pravi, iskalniku lahko tukaj tudi dodatno povem dodatno pravilo. Se pravi, poleg tega iskalnega niza mi išči na primer le po partih. In iskalnik mi najde samo parte, ki ustrezajo temle iskalnemu nizu. Tukaj lahko tudi dodatno definiram, ali mi Creo kaže celotno modelno drevo, ali pa mi kaže samo ustrezne zadetke. In te zadetke lahko tudi tukaj označim s pritiskom na tale plus in lahko sedaj z njimi delam dalje. Dajmo to odizbrati, pa počistimo še tale iskalnik s pritiskom na tale X in spet lahko iščem na novo. Creo mi tukaj tudi omogoča, se pravi, zdaj smo v bistvu iskali po modelnem drevesu, ne. Lahko pa bi iskali tudi po tehle dodatnih stolpcih, recimo po naročniški številki. To storimo pa tako, da gremo tukaj pod 3 columns, ter recimo pri stolpcu order number obkljukamo opcijo filter search. V tem primeru mi bo Creo iskal tudi po temle stolpcu. Zdaj to enako bi lahko pa storil tudi on the fly, takole, da držim tukaj v iskalniku desno miškino tipko, ter tukaj obkljukam order number. Se pravi, Creo mi bo sedaj iskal tudi po tem stolpcu. Prav, dajmo recimo upisati F45 in vidite, da mi je Creo sedaj poleg modelnega drevesa iskal tudi po temle stolpcu. Tukaj bi lahko sedaj dodatno dodal še pravilo, da ne išče le po partih in mi ustrezno najdel oba parta. Počistimo spet iskalnik,
Zdaj, tukaj ste verjetno videli, imamo na voljo tudi veliko drugih opcij, se pravi, lahko iščemo skrite komponente ali pa komponente, ki se lahko premikajo. Tukaj pod More Queries imamo recimo tudi opcijo, da iščemo glede na material partov. Dajmo mogoče tole tudi prikazati. Se pravi, če tale model regeneriram, vidite, da mi javi napako o masi oziroma o masnih lastnostih. Se pravi, zgleda, da nekatere komponente nimajo definirane gostote. Kako jih lahko najhitreje najdem? Tako da tukaj preko tega spustnega menija izberem opcijo Material in tukaj izberem opcijo Najdi mi komponente, katerih gostota ni definirana. Zaženem ta ukaz in Creo, vidite, mi je najdel 3 komponente, ki nimajo definirane gostote. Preko modelnega drevesa lahko sedaj to enostavno rešim, tako da definiram željen material. Takole. To bo material 1. Pa dajmo material dodati še na tole komponento. Takole. In težava je rešena. Na hiter način smo to storili kar preko modelnega drevesa. Sprav, če sedaj model regeneriram, vidite, da težav z gostoto oziroma maso ni več. Ok, dajmo si sedaj zadeve pogledati še na nivoju parta. Odprimo tale part. Kaj lahko opazimo najprej, da se modelno drevo na nivoju parta razlikuje od tistega, ki sem ga definiral na nivoju sestava. To pa zato, ker v novih verzijah Creota lahko definiramo modelno drevo ločeno na različnih nivojih. Sprav, na nivoju parta modelno drevo lahko sedaj izgleda drugače, kot na primer na nivoju sestava. Novost v Creo 8 je tudi tale, da imamo sedaj tukaj na voljo design item zavihek. V tem zavihku lahko najdete kilte ter pa bodije, ki jih imate na nivoju vaših modelov. In te kilte ter bodije lahko sedaj tudi grupirate v nove mape. Novost je tudi to, da te design iteme lahko sedaj prikažemo ločeno v design treeju. Prav, vidite, v design treeju lahko te design iteme sedaj urejam. Sprav, lahko bi naredil novo mapo, jo preimenoval, recimo button, ter v to mapo ustrezen body povlekel. Sprav, ta design tree mi sedaj omogoča dodatno organizacijo naših partov, ne glede na modelno drevo. Sprav, vrstni red komponent oziroma gradnikov ni važen, prav tako ni važen v bistvu regeneracija. Sprav, čisto ločeno od modelnega drevesa lahko sedaj delamo. Novost je tudi to, da ta design tree lahko sedaj premikamo kamorkoli si ga v bistvu želimo. Lahko ga tudi pustimo kar nekje v grafičnem oknu, ter ga potem hitro pripnemo nazaj na defaultno lokacijo. Enako lahko storimo tudi za layer tree, ter tudi za samo modelno drevo. Sprav, tudi modelno drevo lahko primemo, ter ga damo recimo kamorkoli si želimo. Tako, to je za današnji namig meseca vse in se vidimo spet naslednjič.